Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz Murske Sobote, z tukajšnje Fazanerije, kjer čakamo na začetek prve tekme 6. kroga Lige Telemach. Pomerili se bosta ekipi Mure in Kalcerja iz Radomelj. Dvoboj z Avstrijo. Davidovič poizkuša pri prvem nevarnejšem napadu Radomljanov na današnji tekmi. Štorman je pred vrati, velika priložnost je bila to za Radomljane. Rok Štorman je poizkusil, obramba potem Florjana Raduhe, to bo kot za Radomlje. Nekaj časa, kot rečeno, sta tudi delila slačilnico tu pri Muri. Priložnost zdaj za Marošo, ki je le dočakal tale kiks, bomo rekli, Ljutiča. In potem z volejem poizkusil. Podaja na desno stran, proleti Maruško. Maruško, zvita podaja Maruška v kanski prostor, je to priložnost za Muro. Maroša sam pred vrati in ali bo to 11 metrovka. Zaenkrat Matkovič kaže, da bo to kot za Muro. Ona, če so tule Radomljani posredovali z roko. Wiesinger. Wiesinger daleč je vrgel tole žogo. Wiesinger, priložnost za Marošo. Ni dobro zadev žoge Amadej Maroša. In Gnjatič. Pri Muri so takšni štirje. Pucko, Cipot, Sandriju, tole je zdaj priložnost za Marošo. Maroša ni uspel žoge poslati mimo Komala. Tule krasna podaja v prostor, vprašanje, če je Maruško iskal Maroša, ampak Maroša je pravočasno utekel tule, je imel priložnost, da bi poslal povratno podajo. Spiridonovič, proleta, znova Muraši signalizirajo igro z roko, proleta z težkega položaja, Komal na pravem mestu. Še najbližje smo bili te odločitvi v prvem polčasu, ob tistem strelu Maroše pa vendarle gre na ogled posnetka Aleksandar Matkovič. Matkoviča bo ta skoraj gotovo dosodil 11 metrov. Tule pri predložku je žoga zadela v roko, mislim, da Malenška, če sem videl prav, in ne potem pri strelu, na kar smo bili pozorni kasneje, in 11 metrovka za Muro. Ali bo Mura končno prišla do tega tako želenega zadetka? Wiesinger ali Komal? Dario Wiesinger strelja in Mura vodi z 1:0. Vendarle smo dočakali zadetek na tem srečanju. Veselje Murašev. Wiesinger je Komala poslal v eno, žogo pa v drugo smer. Dober v igri 1:1, to da tudi Ščrnjavic se ne da. Pogačar. Mamič z levico proti oddaljenejšemu kotu. Tole je dolgo čakal z kakršnokoli reakcijo Raduha. Tonči Žlogar, čestitke za zmago. Rekel bi, da je bila težko prigarana v eni težki tekmi v vročem vremenu. So za trenerje takšne zmage še posebej sladke? Ja, prav gotovo. Mislim, pomembne 3 točke smo si jih želeli. Mislim, da na koncu z malo sreče tudi zaslužili. Imeli smo predtem 3-4 dobre situacije, priložnosti preko Maroše. Mislim, da v celi tekmi Radomljam nismo razen v prvem polčasu pustili resnejše priložnosti. Tako da iskrene čestitke fantom. Nisem pričakoval, da bi lahko zdaj tekmo imela nek ekstra visok tempo, da bi bila lahko ekstra agresivna, ker je v takih vremenskih pogojih to zelo težko.
Fantje so oddelali, na koncu nas je nagradilo in mislim, da smo lahko zelo zadovoljni, pomembne 3 točke in čestitke, iskrene čestitke fantom za soborbenost in pogum, ki so danes pokazali na igrišču. Zdaj vas že med tednom čaka Veržej v pokalu, potem tudi Olimpija v nedeljo zvečer v Stožicah. Ja, program teče naprej, v sredo imamo pokalno tekmo, seveda je cilj napredovanje, normalno, pol imamo Olimpijo in potem je ta reprezentančna pauza. Tako da gremo mi iz tekme v tekmo, pripravljamo se na vsako tekmo posebej. Fantje dobro trenirajo in če bomo tako nadaljevali, jaz mislim, da bomo sigurno trd oreh, da pa bo za nas vsaka tekma težka, je sigurno. To so tudi drugačne tekme, ko moraš več napadati, ko porabiš posebej v takih pogojih več energije. In na koncu, evo, ena prekinitev, menjave so se nam obrestovale, vršili smo na koncu malo večji pritisk na njihovo zadnjo linijo in dosegli zadetek in sem zadovoljen z zmago. Darjan Slavic, kako težko se sprijazniti s tem porazom danes v Murski Soboti, bili ste blizu vsaj delitvi točk, potem pa tista nesrečna igra z roko, kako ste vi vse skupaj pospremili iz klopi? Pa ja, situacija, pač VAR je odreagiral, roka je bila, ampak z nogometnega vidika gledano, ne vem, težko bomo to, mislim, sprejeli, moramo sprejeti. Ni lahko tako izgubiti na ta način tekmo, ampak moramo se pobrati pa delati na tem, da se ne bo dogajale take situacije. Še pred naslednjo tekmo državnega prvenstva vas čaka tudi pokalni dvoboj z Zagorjem. Igrali pa boste za razliko od ligaških tekem doma, v Radomljah. To bo verjetno posebno doživeti. Ja, Zagorje se je odpovedalo, tako da imamo to možnost in ja, absolutno bomo to proslavili z otvoritvijo novega igrišča. In ja, življenje gre naprej. In tudi gremo že na zmago v sredo in potem tudi v soboto. Dario Izinger, iskrene čestitke za zmago. Vaš zadetek je odločil zadetek v slovenskem prvenstvu po dolgem času. Kakšen je bil občutek zadeti prvič za Muro po tako dolgem času v Sloveniji in še predvsem za zmago? Ja, seveda, lepi občutki, ali ni pomembno, da sem jaz zadel, kjerkoli da je zadel. To bitno, da smo vzeli 3 pike in ja, bila je težka tekma, težki pogoji, sploh prvi polčas, ali kot sem pravil, pomembne 3 pike in gremo zdaj v naslednjo tekmo. Dario, kako se počutite ponovno v Sloveniji? Vemo, pred 4 leti prvak s Celjani, takrat ste v eni sami sezoni v prvenstvu dosegli kar 23 golov, danes ste dočakali še prvega v Muri. Ja, lepo je se vrniti, sploh tu Muro, vemo vsi, kakšen klub je. Seveda v Celju je bilo tudi lepi spomini, ko smo osvojili ta naslov in vse. Ali zdaj sem tu v Muri, zdaj gledam naprej, da čim več seveda golov dam, da pomagam ekipi. In ja, gremo iz tekme v tekmo in bomo videli, kaj bo prineslo. 12 točk že imate na svojem računu po 6 krogih, če bi vam kdo to ponudil pred sezono, bi sprejeli? Ja, verjetno bi, ali zdaj, ko so minili te krogi, ko so bili, malo smo mogoče zadnjo tekmo bili nezadovoljni, nismo igrali na najvišji ravni, kot znamo, ali ja, 12 točk, ali kot sem pravil, gremo zdaj naslednjo tekmo, imamo Olimpijo, vemo kakšno ekipo in ja, moramo se dobro regenerirati in pripraviti za naslednji teden. Rok Štorman, precej izenačena tekma v Murski Soboti, ki jo je na koncu odločila ta 11-metrovka. Vi ste bili v tisti situaciji zraven, dokaj nesrečno se je vse skupaj zdelo. Razložite nam malce situacijo. Ja, pri kotu sem zamudil, nimaš kaj, žoga me je zadela v roko in 11-metrovka. Menim, da smo si zaslužili več kot pa poraz. Če ne 3 pike, vsaj 1 točko zagotovo. Ste pa zdaj že večkrat dokazali, da jo lahko zagorete tudi največjim. Vas pa zdaj med tednom čaka še pokalna tekma z Zagorjem, ki jo boste odigrali kar doma v Radomljah. Ja, važno je, da se moramo zdaj fajn regenerirati, pa to pa iti trening po trening, glave gor, pa to je to.